Dober dan in ponovno dobrodošli v naši. Danes se nam bo v studiu pridružil strokovnjak, doktor, ki bo pokomentiral prva dva tekmovalna dneva in mogoče tudi otvoritveno slovesnost. Doktor, prosim, sedite. Dober dan. Dober dan. Hvala lepa za besedo. Torej, v prvih dneh olimpijskega turnirja se je več kot očitno pokazalo, da obstajajo neke tendence, katere so bolj verjetne, da se pojavijo v športu kot morda neke druge. Recimo ena takih tendenc je, da zelo velikokrat ljudje, ki so na sami tekmi in ki na sami tekmi sodelujejo, želijo zmagati na način, da bi prišli do zmage. V tem smislu se te olimpijske igre niti ne razlikujejo toliko od olimpijskih iger pred temi olimpijskimi igrami. Gre tudi za morda precedens, ki se je zgodil že v stari Grčiji, ko verjetno Špartanci Atencev niso hoteli razveseliti z porazom. Vse to so zgolj seveda špekulacije. Druga stvar, ki je pomembno zaznamovala ta olimpijski dogodek, so tudi nastopi slovenskih plavalcev. Slovenski plavalci so nastopili, so plavali zelo in kljub vsemu vseeno prišli do nekega konsenza, da je padlo je tudi kar precej slovenskih državnih rekordov. Tukaj se odpira polemika, ali je slovenski državni rekord rezultat, ki ni dosežen na ozemlju Republike Slovenije. Še o otvoritvah, ki ste napovedali. Otvoritev je bila, na njej je bilo veliko ljudi, opazili smo tudi plesalke, ki so med defilejem pravzaprav... Takole žal se čas počasi izteka. Ves čas takole nekako drentljale. Najlepša hvala za sodelovanje. Vi pa nas prosim gledajte tudi v naslednji oddaji. Samo še nekaj bi, če smem, lahko